ravno v tem smislu strukture BDP-ja, kjer so bile investicije, ne vem, od 25, kaj sem že prej omenil, ne, in bilo veliko govora, veliko je pisal, pa tudi mislim celo, da se tudi pisal v ekonomskih gibanjih svoje čase v učinkovitosti teh investicij. Ne. Teza je bila namreč, da so dejansko investicije v tej državi neučinkovite. To je bila teza in nekaj z tega sem črpil tudi konkretno vprašanje, oziroma pač želel slišati vaše mnenje, ne. In pa seveda, kar se pa samega zadržavanja tiče, ne, kako ste sami rekel, ne, Slovenija je relativno kot država, če gledamo EU27, relativno zelo na nizkem mestu, je pa trend, ki pa gre v ravno obratno smer. Ne. In prej slej, a počasih je dejansko država, zdaj te politike mi več ne moramo izvajati, ker smo v Evropski monetarni uniji, ne, se dejansko za monetarno politiko dejansko manjši dolg države. Ne. To pa laze dela Bruselj. Mi pa na to nimamo vpliva in tu bom rekel vprašanje, ne, kakšni so vidiki, bom rekel, teh dveh elementov zakonnosti. Ne. No, zdaj, če hočete zdaj na agregatni ravni, kako merimo učinkovitost investicij, tako da povečanje produktov odmerimo z deležem investicij v družbenem produktu. Ne. Ampak in potem se pač primerjajo države med sabo. Ne. Primerjajo države med sabo. In tako zaradi mene, če to obrnili, dobili nekaj, kar se imenuje mejni kapitalni količnik. No. Ta mejni kapitalni količnik je, če vi gradite elektrarne, termoelektrarne, je zelo visok, rabite zelo veliko kapitala za enoto produkta. V tistem hipu, ko greste na neko drugo dejavnost, se pa pravzaprav to zelo hitro spremeni. Samo to je samo na agregatni ravni na nek način mogoče tako na ta način meriti. Tako da pravzaprav, čakajte, kaj pa je bil drugi del vprašanja, sem pa je že pozabil. V bistvu, kar se dvanje pa dejansko vpliv, bom rekel, monetarne politike, ki je... Aha, ja, dobro. Tukaj se moramo pač prijazniti s tem, da monetarne politike nimamo. Mi smo pač del evropskega monetarnega sistema in karkoli zdaj le reči, ja, centralna banka je kriva. Centralna banka slovenska ne dela nič drugega, kot nadzoruje banke. Nobene funkcije ni, kot smo jo imeli v zgodnjih 90-ih letih, kot smo mi določali količino denarja, obtoku in tako naprej. Mi sploh ne vemo več, kakšna je količina denarja obtoku v Sloveniji. Mi edino, kar še vemo, kakšna je količina kreditov, ki so vzeti pri bankah, kdo je vzel te kredite, ali je prebivalstvo, ali je gospodarstvo. Ne vemo pa takšnih osnovnih stvari, kot smo včasih vedeli. Včasih smo vedeli, kakšna je gotovina. Koliko je gotovine, tega zdaj nič več ne vemo, oziroma nič več ne vemo, kolikšna je količina tako imenovanega primarnega denarja, ki je sestavljen iz gotovine, pa tisto, kar banke držijo pri centralni banki. Tega več ni. Z denarno politiko se nič ne da delati. Ne. Res pa je, seveda, denarna politika, če zdaj jaz ne vem, a bi bilo v Sloveniji boljše, če bi jo imeli, a bi bilo slabše, če bi jo imeli. V tistem hipu, če bi imeli svoj denar, bi imeli neko tveganje, to je tečajno tveganje. Se pravi, vprašanje, koliko bi nam zaupali, pač dolarju, in kaj bi potem centralna banka Slovenije počela. Ker recimo z denarno politiko, če bi šli pa nazaj v Jugoslavijo, se da v celoti rešiti problem deficita. V Jugoslaviji pojma proračunskega primanjkljaja sploh poznali nismo. Ker če je nastal razlika med tistem, kar je država potrošila, pa tistem, kar je država pobrala, potem so za razliko natiskali toliko denarja in ni bilo nikoli nobenega primanjkljaja. Pojem primanjkljaja smo šele nekako 90. leta se zavedali. Zdaj pa seveda, če imaš ti takšno denarno politiko, recimo pač to te čez nekaj časa seveda prinese. Je pa seveda, imaš pa možnosti, ne? Recimo, zdaj se ti izvoz zelo zmanjša, potem pa rečeš, ja, bom pa jaz zdaj svoj denar pocenil in bom na ta način zdaj postal bolj konkurenčen. Samo to je tudi spet zelo kratkega daha.
In tule jaz, kakorkoli, jaz nisem bil nikdar navdušen na to, da smo veliko praznovanje naredili, takrat smo dolar stran da, ne. Ampak se mi zdi, da skoraj ni bilo drugega izhoda, kot to narediti, ne. In celo, da smo v tistem, da smo ta prav čas naredili, pa da je bilo menjalno razmerje pravzaprav tudi ta pravo, ne. To pa zaradi tega, ker je Slovenija od samega začetka šla na idejo drsečega tečaja, to se pravi, ponudba pa vprašanje. Tako da, jaz mislim, da skoraj druge možnosti, kot odpovedati se denarni politiki v resnici praktično nismo imeli. Ne vem, ali bi lahko vodili boljšo denarno politiko, ali ne bi mogli. Je pa nekaj res, ne, ta denarna politika je, ki jo vodi Evropska centralna banka, je pa tem obrobnim deželam več ali manj nenaklonjena, ne, ker je pač prilagojena velikim, ne. Pač te guvernerji, ki sedijo, vključno s Krancem kot našim guvernerjem, nekaj je zelo jasno, da ima nemški govorjen 60 milijoni ljudi bistveno več besede, kot pa naš 2 milijonama. Pač s tem treba prijazniti. Tako da z monetarno politiko smo zaenkrat upravili, bo zmeri tako, ali bomo spet kdaj svojo meri, težko rečem.